Živijo. Če nadaljujem spet pri stranskem plenku, torej zadnjič sem posnel videoposnetek s par nasveti za vajo stranski plenk, kjer sem predvsem govoril o postavitvi roke, aktivaciji ramena, skratka sem se osredotočil bolj na ta aspekt vaje. No, tokrat pa nadaljujem zgodbo, torej ista vaja, samo preselili se bomo malo nižje in vam pokažem en trik, niti ni toliko trik, ampak ena strategija, ena dodatna opcija izvedbe vaje, predvsem za tiste, ki pri vaji stranskega plenka čutite rahlo neprijetnost ali pa celo bolečino, zelo nizko, torej v ledvenem delu hrbta ali pa čisto že skoraj da pri križnici. Zdaj, da ne bo pomote, če čutite pri tej vaji bolečino skoraj da vsakič, tako da je že kar bolečina, no, da ni samo rahla neprijetnost, potem že a priori vajo odsvetujem, pa potem je treba zadevo prilagoditi oziroma najti ali različico vaje, ki vam odgovarja, ali pa, ne vem, kaj drugega poštimati, pa vas pripraviti potem, da ta vaja sploh bo šla skozi. Zdaj, za tiste, ki pa imate mogoče rahlo neprijetnost, ali pa imate občutek, da ste še vedno rahlo nestabilni, ne si bo to v trupu ali pa v medenici, ko držite stranski plenk, pride prav recimo tale trik. Govorim predvsem o stranskem plenku še v tej izvedbi, torej ko sem, tako kot sem kazal zadnjič, torej ta varianta na kolenih še, ali recimo ta opcija, predvsem za tukaj pride ta trik upoštev. Jaz imam zdaj tukaj to blazino, prav pride karkoli, brisača zložena, takale dodatna blazina, recimo se jo zloži enkrat, dvakrat, da je nekaj debeline, ni nujno, da je zdaj to toliko debelo. In vse, kar naredimo, je to, da damo zadevo med kolena, tako da nam je udobno in vajo izvedemo na enak način. Torej, zdaj ne bom razlagal, kaj se rok tiče, si lahko pogledate moj prvi posnetek, link katerega potem puščamo tudi v opisu tega videa, tako da si, če vas zanima, pogledajte tisto. Kar se tiče trupa, še predno štartam, zdaj nisem takole zvit kot neka palačinka, ampak se rahlo poravnam, torej pogledam samega sebe, da sem relativno v ravni liniji, še predno karkoli začnem. In potem, kaj naredim? Bokov prvič ne dvigujem gor proti stropu, sploh v tem položaju ne. Če res izvajamo samo stranski plenk in ga potem izvajamo na statičen način, potem to nima nekega smisla. Tehnično bo bolje izvedeno, če jaz iz tega položaja boke potisnem naprej. Velikokrat rečem, kot bi želel s tem spodnjim bokom, na katerem zdaj tudi sem, podrsati še naprej po blazini. In bo izvedba potem izgledala takole. Tako ali tako se mi bojo potem boki oddaljili od blazine. Ni potrebe po tem zvijanju. Prav? To je zdaj, kar se tega tiče, zdaj pa še kako izkoristim to. Enostavno, jaz aktiviram roko, trup in tik preden potisnem boke naprej, zadevo zmerno stisnem. Toliko stisnem, da čutim aktivacijo notranjih stegenskih mišic nog. Torej, da so noge angažirane, medenica je v nevtralnem položaju, ko to je aktivno, se potem privoščim še sam plenk za nagrado. In to zadržimo potem tistih, kolikor pač sekund že držim. In ves čas tole rahlo stiskam skupaj. In potem spustim nazaj. In to je vsa umetnost. Torej, ta enostaven trik, dajmo temu tako reči, v bistvu lahko pridobite občutek, če boste poskusili, če tega še nikoli niste poskusili, boste dobili občutek, da ko izvedete samo vajo, na nek način ne boste zdaj, ne vem, začutili neko, ne vem, kakšno blazno stabilnost medenice, se pa običajno to izraža tako, da začutite, kot da ste za malenkost močnejši. Tak občutek se pridobi, kot da kar naenkrat vaja postane lažja. Zakaj temu tako? Ker smo aktivirali, ne vem, preko notranjih stegenskih mišic, smo malenkost bolj angažirali vse mišice medeničnega obroča, bolje so se angažirale mišice trupa in smo dejansko močnejši, torej sile so se prerazporedile preko večjega števila mišic in občutek imamo, da je vaja lažja. In ta občutek je super, to pomeni, da vam to
pripomore k boljši izvedbi same vaje. Lahko boste nekateri tudi začutili, da s pomočjo tega boste začutili, kot da je roka močnejša, torej ne samo spodnji del tudi telesa, ampak tudi, kot da je kar naenkrat roka močnejša oziroma bolj stabilna. Zakaj? Pač enostavno, se itak mišica je z mišico povezana in to, kar naredim tukaj, potem na koncu vpliva tudi višje gor. To je v bistvu to, kratko in sladko, nekako dopolnilo mojemu prvemu videu o stranskem plenku. Še za konec, zdaj tisti, ki pa izvajate, recimo, boste nekateri rekli, jaz pa ne izvajam tega ali pa tega, no, tudi tukaj seveda pride to lahko zelo dobro upoštev, ampak boste rekli, ne, jaz pa izvajam recimo klasičen stranski plenk, kaj pa lahko tukaj naredim? V bistvu ni potrebe, ker ko sem jaz v taki obliki, ta noga je tako ali tako že močno aktivirana, ker sloni na tleh in je notranji del noge že aktiviran, ker me noga drži gor. Sem že v bistvu polovico tega naredil že s samim položajem, tako da tle običajno potem se teh stvari itak ne gremo. To je to, upam, da ste kaj pametnega zvedeli. Tisti, ki vas zanima, stestirajte, probajte, pa boste videli, če zadeva funkcionira na tak način, kot sem opisal. Čau!